Sladko-črno-belo slavje na derbiju Vrhnice pa z 11. porazom sezone. Pozdravljeni v pregledu vrhuncev druge nogometne lige. Gospodarsne enim priložnost zgrabijo drugi. Imamo novo vodilno ekipo lige. Nafta je v domači nogometni akademiji premagala Krško, potem ko so gostje povedli z 1-0. Ekipi Brinja Grosuplja pa se je prvič v tej sezoni pripetilo, da pred domačimi gledalci niso dosegli zadetka. Med moštvi, ki kažejo najboljši nogomet v tem trenutku, sta Triglav, Kranjčani so premagali Rudar 2-0 in pa Sežanski Tabor. Na kraško-primorskem obračunu je zmaga ostala na stadionu Rajka Štolfe. Beltinci na gostovanju, Brinje doma in Triglav spet na gostovanju. Zahteven spored je imel velenjski Rudar v zadnjih 3 krogih. Ko je zadnjič prišel na Gorenjsko, je domačev sklonjenih glav. Preselili se bomo v zadnjih 15 minut obračuna. Z 8. zadetkom sezone je Oliver Kregar poskrbel, da so gostitelji prišli v prednost. Njegov strel z roba kazenskega prostora se je dotaknil enega od branilcev Rudarja. Za Kregarja je bil to prvi gol v drugem delu sezone. Bil je razigran, začel je akcijo za 2-0. Prodiral je po levi strani, podal v sredino do Luke Dovžana Karahodžiča. Nekdanji igralec Domžal je vstavil žogo in streljal z levo nogo na prvo vratnico. Dosegel je svoj krstni zadetek v novem dresu. Triglav nadaljuje s pozitivno serijo. Na zadnjih 5 tekmah je 3-krat zmagal in 2-krat remiziral. Na dolenjski derbi je Krka prišla s popotnico 3 zaporednih remijev. Na predhodnih 2 tekmah ne Bilje in ne Beltinci niso uspeli premagati vratarja Luko Čadeža. Z napadalno igro so bili gostje začeli obračun in v vodu že stresli mrežo, vendar je žoga po strelu Žana Kovačeviča zadela zunanji del. V 25. minuti je imel priložnost znotraj kazenskega prostora Ikač, vendar pa je bil Čadež dobro postavljen. Prva nevarnejša akcija drugega polčasa je prišla v 51. minuti. Jovičevič je nameril na daljšo vratnico, vendar premalo natančno. Čuvaju mreže Krke ni bilo treba posredovati, se je pa moral s parado izkazati Jaka Zrnenc. Ostajalo je pri 0-0. Zadnje minute tekme je morala Krka odigrati brez Domjaniča, ki je preprečil protinapad Brinja Grosuplja, ko je igral z roko, vendar pa je gostiteljem zmanjkalo časa, da bi izkoristili igralca več. Dravini gostovanja pri Beltincih ne ležijo, saj jim pri žutih še ni uspelo zmagati, so pa v prejšnjem krogu prekinili niz porazov in spet nekoliko lažje dihajo. V 11. minuti je padel zadetek, ki gre takoj v ožji izbor za najgol leta. Z ogromne razdalje se je po odbiti žogi iz kota za udarec odločil Vito Štrakl, ki se bliža svojemu 100. drugoligaškemu obračunu. Strel je bil neubranljiv, končal je pod prečko. V istem golu je končala žoga za izenačenje na 1-1. V drugem polčasu je namreč Dravinja poravnala rezultat, ko je tekla 67. minuta. Čeprav ni bil močan, je bil strel Koprivca izjemno natančen. Beltinci so zapravili možnost, da bi se obdržali na 4. mestu, po zmagi Triglava so zdaj 5. Konec je tekme 21. kroga, druge slovenske nogometne lige, Beltinci Klima Tratnik, Dravinja. Kamere televizijskega prenosa so bile tokrat postavljene na stadionu Rajka Štolfe v Sežani, kjer sta se srečala Tabor in dekanski Jadran. Šlo je za jubilejni 10. drugoligaški obračun teh 2 ekip. Po hitrem postopku so do prednosti prišli domači v rdečih dresih. V 3. minuti je Dino Stančič na svoji 97. drugoligaški tekmi dosegel 22. zadetek. Še z drugega zornega kota podajalec je bil Karol. Slabe pol ure pred koncem je prišla sežanska pika na iz neposredne bližine, je v padcu podajo z leve strani v gol preusmeril Aqua Zavko, ki je kmalu zatem zapustil igrišče. Na njegovo mesto je vstopil Bolgar Gerasimov in zabeležil svoj drugi članski nastop. V zadnji minuti pred sodnikovim podaljškom se je s parado za fotografe izkazal Lani Jovanović in preprečil, kar bi bil najvišji poraz Jadrana pri Taboru. Za razliko od predhodnih gostovanj, ko je Jadran na Rajku Štolfi vselej dosegel vsaj en gol, se tokrat na obalo vračajo z 0.
Stadion v Odrancih, kjer je Nafta igrala domače tekme v drugem delu sezone, ni prinesel veliko veselja nekdanjim prvoligašem, zato so se proti zasedbi Krškega srečali v domačem trening centru v nogometni akademiji Lendava. Tibor Gorenc Stanković je bil nepazljiv, nepravilno je oviral Radoviča v kazanskem prostoru. Sodnik je pokazal na najstrožjo kazen, krška desetica je prevzela odgovornost za strel z bele pike. Žoga je bila dovolj visoka, da Erjavšek, ki je sicer prav prebral namen napadalca, ni uspel posredovati. Gostje so v vodstvu ostali ves čas prvega polčasa, drugi del igre pa je pripadel Nafti. S preobratom so domačini začeli v 51. minuti. Z glavo je zadel Maroša, ki je nastopil na 52. ligaški tekmi. Nafta je serijo hitrih podaj pletla svojo mrežo na 16 metrih. Pri zadetku za 2-1 so imeli Lendavčani nekaj sreče. Udarec Poredoša je bil preusmerjen in žoga je v loku končala v nasprotnikovi mreži. 10 minut pred koncem se je za samostojno akcijo odločil 19-letni Jaša Ragič. Obramba Krškega ni uspela prekiniti prodora in ko je prišel do strela z 10 metrov, je bilo jasno, da tudi vratar Zalokar ne bo preprečil zadetka. Prav Jaša Ragiča je 4 minute pred iztekom rednega dela zamenjal Tavares, ki letos ne dobiva veliko priložnosti, potem ko je lani več igral pri Bistrici. Po zadetku proti Triglavu v 15. krogu je uspel v mrežo spraviti še svojo drugo žogo v tej sezoni. Nafta je zdaj spet vodilna ekipa prvenstva. Tekma Bistrice in Jesenic bi se morala odigrati v petek na stadionu Aluminija, a je obračun preprečil veter. Nadomestna lokacija je bila umetna trava v športnem parku Slovenska Bistrica. Jesenice so si takoj priigrale eno nevarno akcijo, ko je strel z glavo končal mimo vrat, takoj v začetku 7. minute pa so bili Gorenci bolj spretni pred vratarjem Friedrichom. Jan Grgas Grando je bil strelec vodilnega gola gostov. V 39. minuti so domači zapravili odlično priložnost za izenačenje, preveč je okleval Španec Carrera Sanchez, Casagrande je s pomočjo obrambe odbijal. Tik pred iztekom polčasa so rdeči domači poravnali. Žoga ni zapustila kazanskega prostora. Zabukovnik je imel priložnost za strel in čeprav ni najbolje udaril, je poravnal na 1-1. Bistričani bi lahko odšli na odmor s prednostjo, strel z glavo z neposredne bližine je končal čez prečko. Ob zadnjem poskusu Bistrice v 3. minuti podaljška je sodnik odpiskal konec. Pomembna točka za Gorence v boju za obstanek. Neposredni konkurent Jesenic za izpad v drugo ligo je Gorica. 600 gledalcev se je zbralo v Biljenski dolinci. Na tekmo so v boljši formi prišli Goričani. Bilje so zmago v drugi ligi čakale vse od daljnega 28. septembra. Gorica je v drugi minuti zapretila. Dobra priložnost za strel z glavo je splavala po vodi. Tudi Bilje so bile nevarne v skok igri. Po podaji skota ni veliko manjkalo, da bi žoga končala v goriški mreži. Po 25 minutah igre je obramba Vrtnic naposled klonila. Abel Marc je bil sam in zadel pod prečko. 80. nastop v drugi ligi, vse je zbral v dresu Bil, je obogatil z 9. zadetkom. Ko je Nuančuku ustavil žogo v kazanskem prostoru, se je zdelo, da so se Biljenci že vrnili na svoj položaj, vendar se je Nigerijec vrnil na rob kazanskega prostora, odkoder je sprožil udarec na črno-bela vrata. Izid je bil poravnan. Prednost domačih ob odmoru je preprečil Jurca, ki pa ni bil tako uspešen v nadaljevanju. Ko je tekla druga minuta, ga je premagal Santos Almeida. Izvrstnih 5 minut so Biljenci kronali z 2 goloma. Kmalu zatem so zbežali na 3-1, zadev je Jamuj, ki je biljensko zasedbo okrepil v zimskem prestopnem roku, predtem je namreč nastopal za Tabor. Če bi bil zadetek Gorice v 68. minuti veljaven, bi imeli napeto končnico, a je sodnik pokazal na prepovedan položaj.
V globokem sodnikovem podaljšku so sicer belomodri uspeli popraviti rezultat na semaforju, vendar pa niso preprečili poraza. Po 5 zbranih točkah na 3 tekmah so vrtnice izgubile drugič v pomladnem delu sezone. Zadnjo tretjino prvenstva sta s petkovo tekmo odprla Triglav in Rudar. Kranjčani so zmagali z 2-0, brez golov na dolenjskem derbiju Brinja, Grosuplja in Krke. Točko sta si razdelila tudi Beltinci, Klimat Ratnik in Dravinja. Sežanski tabor je bil z 2-0 boljši od Jadrana, najvišjo zmago kroga je zabeležila Nafta proti Krškemu. Jesenice prihajajo s točko iz gostovanja v Slovenski Bistrici, obračun severno-primorskih rivalov Bilj in Gorice se je končal po željah domačih. Zmagali so s 3-2. Tekma Slovana in Ilirije bo odigrana 8. aprila. Na lestvici znova vodi Nafta, točko ima prednosti pred ekipo Brinja Grosuplja. Tabor je tretji, ima 2 točki naskoka pred Triglavom, ki je v zadnjem krogu prehitel Beltince, Klimat Ratnik. Keti, Emi in Pol Bistrica ima 8 točk zaostanka za žutimi, a jih ima velikih 9 prednosti pred navezo Bilje Rudar. Ljubljančani imajo tekmo manj, podobno kot Ilirija. 21 točk imajo Slovan, Jadran in Krka, sledijo Dravinja, Krško in Ilirija ter Jesenice in Gorica. V naslednjem krogu Gorica igra proti Beltincem, tekmo si boste lahko ogledali v televizijskem prenosu. Tudi naslednje 4 tekme se bodo odigrale v petek, in sicer Ilirija proti Taboru, Dekani doma proti Bistrici, Krka s Triglavom in Rudar proti Slovanu. Nato še 3 sobotni obračuni: Jesenice, Nafta, Dravinja, Brinje, Grosuplje in pa Krško, Posavje, Bilje.